Danes ob 13. uri je potekala svečana otvoritev 60 let stare pralnice v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Prisotne je v imenu vseh županov 12 občin ustanoviteljic zdravstvenega doma Maribor pozdravil tudi podžupan mestne občine Maribor, magister Zdravko Luketič. Vse ustanoviteljice smo vesele, da je ta investicija realizirana. Kot sem povedal, sem se zaposlil v zdravstvenem domu 1977. leta in že takrat smo si želeli novi trakt za fizikalno terapijo, pa tudi za sterilizacijo. Takrat sem celo opravljal dela in naloge glavne sestre za sterilizacijo, laboratorij in rentgen. Ta investicija smo v bistvu čakali 30 let, zelo intenzivno se pripravljajo še ostale dve. Pregovor pravi, brez zdravja ni bogatstva, brez bogatstva ni proračunskih sredstev, ki jih za zdravstvo še kako potrebujemo. Pomembno je izpostaviti dejstvo, da se v kletnih prostorih zdravstvenega doma izvaja delovni proces že od ustanovitve, to je 60 let. Resnično je bil čas za posodobitev in obnovo. S 1. avgustom 2017 je v novih prostorih že začela obratovati pralnica perila, centralna sterilizacija pa je bila leta 2011 zaradi neprimernih prostorov prestavljena na drugo lokacijo. V načrtih pa so sedaj že novi projekti. Torej, nadaljevanje vsekakor je tudi naši prostori na Jezdarski, tudi Nova vas, namreč sprememba novih standardov in normativov za nas, konkretno za naš zdravstveni dom, pomeni 30 novih timov v zdravstvenem domu. Seveda za neko dinamiko, koliko se bo to zgodilo v naslednjih 4-5 letih, to pomeni, da bi mi vsako leto potrebovali tudi toliko ustreznih prostorov. In ravno zaradi tega je v zdravstveni postaji Tezno predvidenih 8 referenčnih ambulant. Ampak ti standardi ne veljajo samo za družinsko medicino, veljajo tudi za ginekologijo in pediatrijo, zato so tam tudi ginekološka ambulanta, pediatrična ambulanta, tudi za stomatologijo. Zato je ta zdravstveni center načrtovan tako, kot je, torej z nekim pogledom v prihodnost. Skupna kvadratura obnovljenih prostorov je 320 kvadratnih metrov. Občine ustanoviteljice so za gradbeno-obrtniška dela investirale nekaj manj kot 364 tisoč evrov, zdravstveni dom Maribor pa je za tehnično, strojno in pohištveno opremo izvedenih nabav dal nekaj več kot 271 tisoč evrov.